Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dober večer. Dobrodošli v oddaji Županom. Tokrat je v moji družbi župan občine Kidričevo, gospod Anton Leskovar. Dober večer. Dober večer. Hvala, da ste danes tukaj najprej uvodoma. Zanima me, kako se počutite, vstopili ste že kar v 4. mandat pred dobrim letom, pa pol, res da je, da zdaj ni več tako sveže, pa vendar. To zaupanje, da ste že 4. na čelu občine Kidričevo, je verjetno nekaj, kar vas dela ponosnega. Ja, vsekakor je to ena čast voditi takšno občino, kot je občina Kidričevo. Je pa tudi velika obveza, kaj te standarde smo si že v preteklih mandatih postavili zelo visoko. In sedaj to nadaljevati s takšnim tempom razvoja občine ni lahko delo. Zato se moram zahvaliti tudi vsem svojim sodelavcem na občini, ki mi pomagajo pri vsem tem in seveda tudi vsem občinskim svetom in zunanjim izvajalcem, ki soustvarjajo utrip naše občine. Kakšno pa je sodelovanje z občinskim svetom? Kar 4 ste torej zamenjali v vseh teh 4 mandatih. Kako je zdaj s tem aktualnim? Ker vemo, vi sicer ostajate isti na čelu občine, občani pa izrazijo svojo voljo tudi za občinske svetnike. Jaz bi rekel, da je sodelovanje vzorno, vsekakor vedno se ne strinjamo z vsemi predlogi, ampak se znamo dogovoriti in 80-90% vseh sklepov je potrjenih 100%, tako da jaz mislim, da sodelovanje je zelo vzgledno. Imate kakšno mogoče srečanje, prej predvsem, ko gre za mogoče ali proračun ali kakšno temo, ki je mogoče, veste, da je takšna, da bo mogoče perečano? Ja, glejte, proračun, ko se sestavlja proračun, je vedno tudi sestanek za vodje svetniških skupin, drugače pa vse zadeve predelajo, preden grejo na vse občinskega sveta odbori, ki se tam zadeve predelajo, tudi se včasih kakšna stvar umakne, če še ni dovolj zrela, če smemo reči temu. Drugače pa, kot sem omenil, delamo predvsem v smeri, da so ljudje čim bolj zadovoljni, na drugi strani pa želimo tudi razvijati občino, kar mislim, da nam v zadnjih letih tudi uspeva, kajti tako ste sami omenili, 4. mandat mi je zaupan in verjamem, da je to zato, ker pač delamo dobro. Kaj pa sama občinska uprava? Teče vse kot po maslu, kako bi rekla? Jaz se bojim, da je občinska uprava malo preveč obremenjena, kajti projektov, ki jih mi izvajamo, jih je veliko. Zaposlovali smo tudi, smo se, bomo rekel, številčno ojačali, vsaj za eno od sodelavko. Na srečo, ali pa kakorkoli bi temu rekel, je moralo iti na porodniški dopust, kajti Slovencev nas je premalo, mi smo na to ponosni, na eni strani pa nam jo pogrešate, ne? Jo pa pogrešamo, ja. Drugače pa ja, zadovoljen z občinsko upravo in verjamem, da tudi oni že sedaj so se me navadili in vejo, kaj hočem, kaj pričakujem. Če se dotaknemo malce projektov, če se ne motim, se trenutno obnavlja, gradi fekalna kanalizacija in tudi rekonstrukcija ceste. Če nam orišete ta projekt in zakaj je pomemben? Ja, gradimo trenutno, obnavljamo kanalizacijo v enem delu naselja Niverc. To je bilo zgrajeno tam po 70. leta. Tam smo imeli zgrajeno mešano meteorno in fekalno kanalizacijo in smo imeli težave ob večjih nalivih deževju. Je ljudem zalivalo kleti, zato smo se odločili, da zadevo saniramo. Projekt je visok 1 600 000 evrov. Pričeli smo ga v lanskem letu, v letošnjem ga bomo zaključili. Na novo bomo potegnili, se pravi, meteorno kanalizacijo, fekalno kanalizacijo, vso telekomunikacijsko opremo, na novo na vodovod potegnili in pa seveda kasneje asfaltirali, en del tudi nove javne razsvetljave, tako da bo ta del Niverc, bomo rekel, drugoč ponovno za enih 20-30 mer let. Osvežen, ne? Osvežen. Ja. Kaj pa center v Lovrencu na Dravskem polju? Tu ste se kar široko lotili projekta, ne? Ja. Izvolite vi začeti, potem pa bom gotovo imela še kakšno vprašanje, kaj se vse ureja. V Lovrencu je nekako zastala zadeva vsa, kajti pred leti smo izgubili tudi v Lovrencu špecerijo, trgovino. V občini smo se nekako trudili, da bi trgovino pripeljali nazaj v Lovrenc in smo iskali oziroma trgovca, ki bi prišel v obstoječe objekte. Imeli smo že dogovorjeno pred 4-5 leti, da bo en del nove trgovine zgradil podjetje Jager, takrat skupaj z Slogo, ki so imeli to trgovino za kmetijsko reprezentativno. Ampak nekako se ni išlo, Sloga se je umaknila iz Lovrenca, mi smo zdaj vse to zemljišče, vse te trgovine odkupili od njih. Imamo novega najemnika za kmetijsko trgovino in imamo pa tudi dogovorjeno, že vsaj malo se že nakazuje, kako bi zapeljali zgodbo. V naslednjem letu sedaj v Lovrencu gradimo
novi vrtec. Zraven tega projekta ureditve centra Lovrenca se bo zgradil novi gasilski dom, nova športna dvorana, nova trgovina, nova zadruga, pošta, kakšen bife bo zraven, pa 5 stanovanj zgore. Tako da en del bo gradila občina oziroma gasilci, drugi del bo pa javno-zasebno partnerstvo. Aha, torej greste v to javno-zasebno partnerstvo za Ja, določene mi bomo objekte. zagotovili zemljišče oziroma verjetno je sedaj prodali in pod pogojem, da bo ta izvajalec zgradil trgovino pa vse te zadeve v nekem doglednem času. Imate že resnega interesenta, že kaj podpisanega? Ja, če ne bi imeli resnega podpisanega, ni nič, so pa dogovore in da bo se to zadeva tudi zgodila. Časovnica, nekako večkrat nas vprašajo, kako. To sem vas želela ravno zdaj vprašati, časovnica, vse veste, ne, kako je. Časovnica je takšna, da v letošnjem letu pridobimo vsa dokumentacija, v naslednjem letu se začne graditi gasilski dom. Nekako je tudi napovedano, smo bili na Ministrstvu za šolstvo, da bo v letu 2025 oziroma začetku 2026. leta razpis za športne dvorane. Tako da smo športno dvorano prijavili, takoj ko bomo gasilski dom zgradili tako daleč, da bomo lahko del opreme prestavili, se poruši stari gasilski dom, celoten objekt, se zemljišče pripravi in se začne graditi tudi trgovina. Jaz mislim, tisti trgovski del bo zrasel preko v enem letu, mogoče gasilski dom, pa to pa malo bolj trajalo, ker gasilci vseeno gradimo. Gre za javna sredstva, ne zasebna, ne? Tako. Kaj pa vrtec, časovnica samega vrtca in zakaj je bil potreben? Imeli smo težave z prostorsko stisko, tako v vrtcu Cirkovce, ki je priključen pri osnovni šoli Cirkovce, in pa v vrtcu Kiričev. Tam smo že en oddelek morali narediti v telovadnici, ki je namenjena vrtcu. Zato smo se odločili, da bi eno pridružnico 4-oddelčni vrtec zgradili v Lovrencu, poleg zraven podružne osnovne šole. S tem damo kraju večjo težo in pa tudi ljudje, ki tam živijo, imajo bližje do vrtca. Vrtec bo zaživel v jeseni, se pravi 1. septembra. V letošnjem letu, v septembra, bojo prvi otroci že v vrtcu. Vpis je že potekal, mislim, da bo ta naslednjem letu oziroma v jeseni 2 oddelka za začetek odprta, drugače pa prostor za 4-oddelčne vrtce. Če smo že pri tem, pri otrocih, kako podpirate morebiti neke mlade družine? Ravno prej ste omenili, veseli ste, da sodelavka odhaja na porodniški dopust in gotovo ste veseli tudi mladih občanov, ne, ki so prihodnost. A greste kako naproti tudi mlajšim, da ostanejo mogoče v domačem kraju, da se ne izselijo in pa tudi, da privabite nove prebivalce? Mi v občini imamo zelo nizek, če pogledamo nizek komunalni prispevek za novogradnje, to je cirka 2,5 tisoč evrov. Tudi cena zemljišče niso visoke, ob rojstvu otrok tudi pomagamo staršem z simboličnimi zneski sicer, ampak nekaj je. Jaz pa mislim, da je prednost občine Kiričev tudi delovna mesta. Mi imamo v občini več delovnih mest, kot je aktivnih prebivalcev, napovedujejo se še nova delovna mesta, razvoj je velik. Gradijo se rekreacijske površine, kolesarske steze smo zgradili, imamo 25 km kolesarskih stez in je s ponosom iti zdaj v teh spomladanskih časih na kolesarsko stezo, vidiš od vozička, otroškega, rolarjev, kolesarjev, pešcev. Skratka, jaz mislim, da je lega občine Kiričevo zelo, zelo primerna, blizu avtocesta, ni daleč do Maribora, ni daleč do Ptuja, hitro se strateško, res, ne? Zelo pomembno. Kako pa je OPN naklonjen nekim novim gradnjam? Ste pred kratkim sprejemali, bo potreben kakšne osvežitve, torej občinski prostorski načrt, da gledalci vedo, ne? Imamo težave, ker imamo veliko nezazidanih stavbnih zemljišč v občini. Zdaj se naprimer trenutno samo v vasi Lovrenc gradi prek 10 novih hiš. Smo pa zdaj v tem OPN-em, ki bo sprejet poletju oziroma v jeseni, bomo v samem naselju Kiričev namenili stanovanjski gradnji novih 5 hektarjev zemljišč, kjer bo nastala nova soseska in bojo tam se lahko ali bo individualno gradili ali pa preko investitorjev se bojo gradili nove hiše od 50 kvadratnih metrov pa do 150 kvadratnih metrov. Spravi, želimo zgraditi tudi varovane hiše, velikokrat slišimo o varovanih stanovanjih in podobnih stvareh. Mi želimo graditi tudi varovane hiše, se pravi, da bi starejši pare, ki imajo svoje sedaj stanovanjske hiše in ne morejo vzdrževati, je prevelika, bi tisto hišo svojo prodali, bi kupili tu enih 50 kvadratov hišo, malo vrta, visoka greda, malo zelenice, sosede bojo imeli ali podobne ali pa mlado družino in tisti gumb, ki je potreben za pomoč. In bi s tem na eni strani bi tukaj lepše živeli, manjše stroške bi imeli, na drugi strani bi pa mlada družina lahko kupila, prišla do stanovanja, do stanovanjske hiše, ki je primerna za družine.
To bi šli v lastni investiciji, mora biti z domom starostnikov Ptuj? Potekajo pogovore glede predvsem tega, da bi te pomoči medicinskih sester oziroma te oskrbovalk, drugače pa bo to javno-zasebno partnerstvo, ponovno, ker mi delamo v občini predvsem vse z javnim zasebnim partnerstvom, kajti takrat gre hitreje, pa tudi zasebniki bolj skrbijo za svoj kapital, ko pa se nažalost dela z javnimi sredstvi. Pa ne mislim to zdaj, da mi slabo delamo, ampak ko gre naročilo z občine, so takoj druge cene. Kaj pa letošnji proračun, kako je zastavljen investicijsko, kaj so tiste ključne postavke, kakšna upate, da bo realizacija in kakšna je bila mora biti lani? Lani je bila realizacija proračuna nekaj čez 9 milijonov evrov, letošnji proračun je nastavljen tako, da bi bila realizacija 11 milijonov evrov, od tega skoraj 6 milijonov evrov investicijskih projektov. Zdaj, proračun je živa stvar, verjetno bomo že v maju mesecu bomo imeli prvi rebalans, kaj ti težko načrtuješ natančno investicije, ki so v teku oziroma ki bo jih načrtuješ. Predvsej v lanskem letu se je to pokazalo, ker je bila ta inflacija tako močna in indeksi dvigi cen. V mojem 13-letnem županovanju smo v lanskem letu prvič podpisovali anekse za projekte. Drugače aneksov mi nismo podpisovali, ker sem pač vztrajal tako. Drugače pa, kot sem rekel, investicijsko zelo naravnan. Ponovno ljudje so že sedaj, kot sem že tu omenil, navajeni na nove investicije in ne gre drugače. Je pa res, da se nam stroški močno povečujejo pri proračunu, od šolskih prevozov do električne energije, do vseh nekih teh dodatkov. Zelo smo socialna država, moramo pomagati pri oskrbi v domovih. To se samo nalaga občinam, na drugi strani se ne povečujejo prihodki. Na državi nam reče, dajte pobrati več davkov, kar je res lahko, ampak ne moreš ti samo pobirati davkov od državljanov, ki enostavno ene nimajo. In tu je treba biti prebiden, jaz vedno rečem. Ni lahko. Drugače pa proračun, kot sem omenil, investicijsko naravnan, šole imamo porihtane, energetsko obnovljene, sedaj delamo že malo na nadstandardu. Kar je prav včasih, ko je osnovna infrastruktura tista, ki je stabilna, stoji. Kako pa je sicer, rekli ste, kanalizacija in to se ureja, kako so pri vas urejene ceste in druga neka osnovna infrastruktura, ki je tista prioriteta? Je še kje prostor za napredek? Ja, napredek vedno obstaja. To jaz vedno rečem. Zdaj, kar se tiče kanalizacije, mi smo 100% pokriti z kanalizacijskimi priključki. Mislim, da je 95% ali pa 98% smo tudi z internetom. Se pravi, vsa infrastruktura, vsa javna razsvetljava je obnovljena, vse je z LED svetilkami, večji del. Kolesarski stez smo zgradili 25 km, v pravem pomenu besede, sicer kombiniramo s traktorsko-kolesarskimi poti, ampak traktorji niso toliko moteči. Kaj se pa tiče obnove cest, če bo kolikškaj leta, še bojo 2-3 letih, bi obnovili vse ceste, tako da se bomo začeli z novega, so urejene ceste, delati tako, kot smo se že prej pogovarjali, bomo delali nove ulice, novo infrastrukturo. Tako da tu smo na dobri poti, vidi se, da smo v preteklih letih pametno gospodarili, nismo se nasedali raznim koncesionarjem, da bi nam oni kaj delali, obnavljali, ampak smo vse sami sistemsko. Tako da tudi vodovod se pri nas obnavlja, čeprav je v Spodnjem Podravju večkrat slišimo, da je vodovod v slabem stanju, ampak to so tisti transportni vode, ki se nekako ne moramo dogovoriti z župani, ampak tudi verjamem, da bo to steklo. Je pa v minulem obdobju bila pomembna državna investicija v cesto, ne, v Kidričevem? Mi smo se znali, upam si to trditi, tudi pogovarjati z direkcijo za cesto. Obvoznica se je zgradila v lanskem letu v vrednosti 9 milijonov evrov. Obnovila se je cesta G2 od Hajdine do Šikol, prav tako v višini 5 milijonov evrov. V prejšnji perspektivi smo obnovili protipoplavno. Mi smo v lanskem letu, pa predlanskem, naredili z državo skupaj investicij tam nekje za 26 milijonov evrov. In verjetno na to ste ponosni, ne? Seveda, zaradi mene ni pomembno, kdo vlaga v projekte, za mene je pomembno, da to stane v občini Kidričevo oziroma v Sloveniji. In za občane, ne? Konec koncev. Točno. Kako pa gledate na neko črpanje sredstev? Omenili ste, da se obeta tudi razpis za športno dvorano, pa sicer
Če se dotaknemo tudi nove finančne perspektive, tukaj je bilo že kar nekaj županov in župani tudi manjših občin, kot je Kidričevo, pravijo, da ni najbolje. Ne, če pogledamo, perspektiva je 2021-2027. Mi smo se zdaj v Sloveniji počrpali 5% teh sredstev. Če pogledamo sosednjo Hrvaško, so na 54%. Ne. In še vedno ni razpisov, sedaj so napovedani razpisi, da bodo to skupni razpisi, da bo vse naenkrat, jaz ne vem, kako bomo, niti občine, niti projektanti, niti nihče ne bo mogel tega enostavno predelati. In bolj se bliža konec finančne perspektive, večje anomalije se dogajajo za sredstve. Ker se ti mudi, ker moraš to sredstvo porabiti in to je najslabše, ko se ti nekam mudi. Je pa res, da ali se država Slovenija ni znala tako dobro spogojevati kot recimo Hrvaška, ali pa je to cilj, da se centralizira še naprej Slovenija. Vsi projekti so nekako zeleni prehod, vse to je narejeno na večja mesta, na periferijo pa ostane manj. Kot ste že sami omenili, občina Kidričevo je toliko velika, da lahko se prijavimo tudi na vse projekte, razen recimo se ne moramo več prijaviti na kanalizacijo, obnovo kanalizacijo, gradnjo, ker je pač že narejena. Drugač pa lahko sodelujemo tako pri zelenem prehodu, tako pri izgradnji državnih kolesarskih poti, če želite, ali pa pri obnovi vodovoda, recimo, tu, kar so neke glavne smernice v tej novi finančni perspektivi. Prej ste omenili trgovino v Lovrencu, kako pa je s trgovino v Kidričevem? Mislim, kolikor sem tako malo govorila sedaj z občani, si želijo novega trgovca, pač iskreno Lidl, Hofer so željene. Kakšna je prihodnost? Ja, zdaj z razvojem pa z večanjem števila prebivalcev verjamem, da bomo postali interesantni tudi za te trgovce. Mi smo se že pred leti pogovarjali in nekako niso nas še videli na zemljevidu, da bi se jim splačalo postaviti to kakšni trgovski center. Mi že imamo v mislih tudi, kje bi ta nov del trgovskih centrov stal in z večanjem števila prebivalcev, kajte občina Kidričevo vse povečuje, letno se nam pridruži vsaj tam 50 do 100 prebivalcev. Žal to ni naravni prirast, ampak je priseljevanje. Jaz bi si želel, da bi bil tudi naravni prirast večji, kajte Slovencem se nam drugače slabo piše. In jaz verjamem, da bo takrat tudi kakšen Lidl ali pa Hofer ali pa kdo drugi še prišel v Kidričevo. Drugače imamo sedaj tukaj dva trgovca, Mercator pa Jager, ampak verjamem, da. Kakšna pa je populacija starostno gledano trenutno v Kidričevem, ko ste že omenili naravni prirast? Ja, smo kar dokaj stara populacija, predvsem samo naselje Kidričevo. Sedaj v blokah sicer se zamenjujejo generacije, ampak to so tisti prvoselci, staroselci, pa da jaz rečem, ko so se bloki zgradili, sedaj se počasi ta stanovanja praznijo in prihajajo nova mlade družine in zato tudi imamo probleme v vrtcih in vse posod za prostorsko stisko. Ampak tudi za mlade družine, ne samo, da greste naproti, tako kot ste prej omenili, tudi na prireditvah ste tisti, ki ste mogoče na tem ravnem polju nekako vodilni, kaj vse se dogaja, ne? Ja, mislim, da smo že kar poznavni z veselim decembrom, z temi dogajanji. 2 mesecev imamo drsališče na prostem z drsalno stezo. Inovativnost pri nas je, zato ker pač jaz od malega delujem tudi v gasilskem društvu, da smo spodbudili društva, da sami upravljajo drsališče. Sedaj prej smo imeli nastopajoče razne in smo jih plačevali. Danes namenimo, na primer, osnovne šole pozovemo, da imajo dan osnovne šole, nastopajo. Vemo, da vsi se učijo, kaj v osnovnih šolah delajo programe, pa nimajo kje nastopati, lahko nastopajo pri nas v Kidričevem. Mi jim šolski vklad namenimo 500 evrov, oni pa imajo tisti dan, na primer, osnovna šola Hajdina ali pa Kidričevo, Cirkovce ali kdorkoli. Nastopajo tam, se imajo lepo, uporabljajo drsališče, kot sem pa omenil, tedensko uporabljajo drsališče posamezna društva, se s tem zaslužijo denar. Stroškov pa s tem nimajo, se pravi, počistijo, morajo vzdrževati, morajo let, pa te stvari. In s tem so ustvarjajo program, konec koncev, ne? So ustvarjajo program, pa imamo win-win kombinacijo. Na eni strani to ni prireditev občine, ampak vsi reče, da je naša. Tam sodeluje vse 500 ljudi, ki delajo, upravljajo drsališčem in so to vzeli za svojo. Zdaj to, kot sem rekel, društva rabijo dodatna sredstva, občina jim tako mora sredstva zagotoviti in pač ne damo po krajši poti, damo čez en lok, v tistem loku se bomo vsi lepo. Kako pa sicer sodelujete z društvi, pa naj si bodo to prostovoljni gasilci,
mogoče kakšna društva mlajših, koliko pravzaprav jih je pri vas in kako greste tako z roko v roki, kot ste omenili? Ja, podatek je bil, mislim, da star 1 leto, 2 leti, da je 64 društev v občini Kidričevo. To ni malo, imamo tudi ustanovljene 3 zveze, kulturno zvezo, športno zvezo pa gasilsko zvezo. Spodbujamo, tako kot sem že prej rekel, društva, da sami kaj delajo, da dodamo ever, se pravi, če pride neko društvo, da bi želelo nekaj narediti, nekaj popleskati, popraviti, mi jim damo material, oni si sami to izvedajo, takoj naredimo z 1 evra 2 evra. In jaz mislim, da to sodelovanje, to je dobro, vsekakor bi si vedno želeli vsi več denarja, ampak mreža je, kakšna je. Ja. Jaz mislim, da je pa velika prednost pri nas ta, da jim omogočamo, da se lahko sredstva sami zaslužijo. In to so zdaj prepoznala društva, tudi pri organizaciji, če hočete, kakšnih iger, to je predvsem v cirkucah, stand-upov ali pa karkoli, jim damo ugodno dvorano, oni zaslužijo in se s tem pripravijo dvorano. Imamo tudi občinski šotor, že 20 let, ki ga posojamo brezplačno domačim društvam. Skratka, nabavili smo prek enega projekta Napihljiva igrala, to je dobil društvo brezplačno. Skratka, gremo proti društvu. Zaenkrat hvala, sledi kratek premor, gledalke in gledalci, ostanite v naši družbi. Gledalke in gledalci, dobrodošli nazaj v oddaji z županom. Še vedno je v moji družbi župan občine Kidričevo. Pred kratkim premorom smo govorili o društvih in verjetno ste ponosni na tudi tista uspešna. Tudi šport je bogat v vaši občini in tudi, kot ste že preomenili, gradite športno dvorano, ravno verjetno tudi zaradi tega, ker spodbujate udejstvovanje športom. Ja, v občini Kidričevo so vse društva oziroma vse panoge so zelo pomembne. Ko ste samo imeli šport, je kar ena boljših panog, tudi prepoznavnosti v svetu. Imamo nogomet zelo razvit, NK Aluminij igra v prvi nogometni ligi, sicer in zdaj ne gre najboljše, ampak jaz verjamem, da bojo se pošlihtali. Na drugi strani je pred leti nastal novi klub NTK Cerkovce. Tam so delajo predvsem dobro z mladimi, so tudi, mislim, da ženske igrajo celo v prvi ligi. Na športniku leta, ki smo ga imeli pred časom, pa smo poznali, da smo zelo širok spekter športa se dogaja, kajti priznanja so dobavljali od odbojkarjev do dvigovanja uteži. Katja Babič je na primer ena močnejših ali pa najmočnejša ženska v naši občini. Tudi je, kot sem že prej omenil, pri NK Aluminij tudi žensk, sedaj je 74 ženskega spola, ki igra nogomet, pa so tukaj strelci, pa še ne upam si naštevati, kaj vse. Da koga ne pozabite, ne? Da koga ne pozabim, kaj te bo krivično, ampak jaz mislim, da smo to nekako zajeli, zdaj te glavne, ampak če sem koga izpustil, pa se res upravičujem. Kako pa gledate na idejo participativnega proračuna? Če se ne motim, ga pri vas ni. Kako to, ne? Ker nekatere še manjše občine se za to odločajo. Ja, pri nas se zato nismo odločili za enega preprostega razloga, ker v tem ne vidim neke prednosti. Pri nas vse ideje, ki pridejo z strani krajevnih odborov, mi imamo kar razvite krajevne odbore in tudi letno še lahko dajo predloge, potem tiste predloge poskušamo oplemenititi z evropskim projekti. Če pa imate vi proračun sprejet, morate v tistem leti za svojim narom narediti točno tisto stvar, ki so si pač ljudje izglasovali. Jaz ne vidim tu prednosti, če jo lahko mi oplemenitimo. Prej sem vam povedal, mi smo prek projektov LASA kupili od napihljivih igral do koles električnih za izposojo občanom, električnega avta, električnega skutera. Vse se da nekje denar poiskati. In če je dobra ideja, če je od igrala smo kupili, recimo za otroško igrala smo naredili z zgodbo kotiček za odrasle, za dedke in babice in vnuke. In smo tudi klopi postavili prek evropskega projekta. Teda jaz tu ne vidim prednosti, se pa že tudi pojavljajo sedaj občine, kot na primer Ptuj, bo ukinil ta proračun. Nekaj se mu ne zdi, da 3% ljudi odločalo o nekih sredstvih. Premala udeležba, ne? Nažalost. Nažalost. Kako pa gledate na neke energetske projekte, ki so pomembni? Kako boste v tem letu morali pristopili na tem področju? Mi smo obnovili že večino stavb v občini Kidričevo, ki smo jih energetsko prenovljali, ampak jaz mislim, da tu preveč velik poudarek na zaslužek določenih firm.
Res je, da občine prijemo do obnovljenih fasad, novega stavbnega pohištva in vsega, ampak zadaj so točke in naprimer prihranke, ki jih pri tem smo zagotovili, zdaj največjo smetano pobirajo te podjetja, ki so to izvajala. Kar se tiče ostalih energetskih, se pravi fotovoltaika, sedaj ponovno bomo dobili za po kilovatu 700 evrov, mislim da. Ponovno bojo tu služile, to so dejansko pisane razpisi za določena podjetja in jaz se tega ne morem znebiti, čeprav je pomembno, ampak jaz bi to drugače naredil, če bi odločil v Sloveniji. Drugače pa poskušamo, tu še pa orjemo ledino, da bi mi naredili tudi eno skupnostno elektrarno, ker ti ljudje po vaseh ne morejo več si zgraditi individualnih elektrarn, ker so pač tam so materske postaje niso zadostno velike. Prešibke, ja. Da bi naredili eno polje elektrarn, kjer bi lahko kupil vsak občan vložil recimo za 5 kW in bi tisto elektriko lahko uporabil pri sebi doma. To še sicer v Sloveniji sedaj ni možno, nekaj se pogovarjamo, neke skupnosti že nastajajo, ampak tiste skupnosti morajo biti v enem transformatorskem območju. Mi pa bi poskušali to narediti v več transformatorskih območij in sedaj nekako se pogovarjamo, tečejo pogovori, vejo tudi odločevalci za naše ideje. In verjamem, da bo to prišli iz zemljišče, pa za takšno zadevo že imamo, to je opuščena gramoznica. Se spomnite, tista famozni požari gum, ko so bili tam, je tam mislim, da primerna bližina Taloma, preklopna moč je zelo velika tam v Taloma in to bi tudi tam lahko izpeljali. Kako pa sodelujete v projektu Vizit Ravno polje? Se mi zdi, da mogoče v zadnjih letih je še bolj zaživelo, ne? Vizit Ravno polje smo pa začeli projekt peljati skupaj s pokojnim kolegom županom iz Starš. Takrat smo 2 občine to ustanovili, občina Kiričevo in pa občina Starše. Sedaj je Vizit Ravno polje izgleda tako, kot smo se mi takrat zastavila. Je zraven 5 občin, želja je še bila pa ene občine, ampak nekako se niso odločili, pa nič hudega. In imamo prek 100 ponudnikov, zadeva je zalaufala, vedno so še možnosti izboljšanja, ampak jaz mislim, da smo na pravi poti, občine financiramo sedaj tega zunanjega partnera, ki nam to zadevo pelje in čez čas, čez leta, jaz verjamem, da bo se to začelo samo pokrivati, čeprav brez vložka občine verjetno nikoli ne bo šlo, kajti ne moramo izmeriti učinka to natančno, ampak se že pojavljajo turisti na PZA-jih, vsi ti, ki so vključeni v Vizit Ravno polje, jaz govorim za našo občino ali pa tudi izven, so zadovoljni, tudi mi sami na občini kupujemo ali pa sedaj za nočitvene kapacitete svoje goste peljemo samo v Vizitu, kajti moramo se podpirati drug drugega. In vesel sem, da so ljudje prepoznali, da ni konkurenca tukaj, ampak da se dopolnjujejo. Tudi če sta 2 vinare ali pa 2, ki pridelujeta recimo salame, da tisti gost, ki bo eno večer jel pri enem, bo še pogledal, bom pa še šel k drugemu. In to je promocija, ni konkurenca. Prostor je za vse, ne? Kako pa je z namestitvenimi kapacitetami zdaj pri vas? Jih ni ravno. Ne, v občini Kiričevo imamo zelo malo teh kapacitet, so načrti, kako bi jih povečali, ampak nekako računam tudi drugače na privat sektor, na privat investitorje, čim občina Hajdina ima tega veliko več in tudi je članica Vizit Ravno polje. Če povem Vizit Ravno polje, so že občina Hajdina, občina Starše, Miklavž in pa Rače. Rače Fram, pardon, se opravičujem. In skupaj pa imamo kar kapacitete, tako da smo že zdaj kar močni in se lahko predstavljamo tudi na tujih trgih. Mogoče je ravno to, da je vključenih 5 občin, ki ima konec koncev ste sosedne občine, ampak drugačno ponudbo, ne? Ja, vse to je glih dela Vizit Ravno polje. Edinstveno. Tako. Pa cilj je bil v začetku, da gosta, ki ga pripeljamo na naše območje, zadržimo več dni in s temi ravno s temi razlikami, raznovrstnimi zadevami ga bomo tudi zadržali. Tukaj stavimo tudi veliko na Green Lake, ki nam je v zadnjih letih malo nekako začel pešati, oziroma korona je naredila svoje. V lanskem letu še ta cianobakterija, ki so nam jo mediji zelo promovirali, če smem temu tako reči. Kasneje, ko se je pa izkazalo, da to ni nič nevarnega, pa nič pa tega več v medijih ni bilo. Skratka, če smem zdaj tukaj izkoristiti priložnost, cianobakterijo ima vsak v svojem bazenu doma in to je navadna alga.
ampak sedaj se pač imenuje cianobakterija. Tako da si vabljeni na Green Lake, varno je. Seveda je varno, kakovost vode je neverjetna, tako kot Soča, lahko je pijeti, dejansko je to podtalnica. In tudi rastline, ki sedaj v spomladanskem času rastejo, rastejo samo v čistih vodah in tudi cianobakterije, alge rastejo samo v čistih vodah, naprimer. Nam zdaj rekel, ampak mogoče zato v določenih jezerih, ki se ukvarjajo tudi s turizmom, teh bakterij nimajo, ker ni tako čista voda. Zdaj, če se spet vrneva morda malce na vaše delovanje kot župan, kaj bi rekli, na kaj ste tisto, kar ste mogoče najbolj ponosni, da vam je uspelo v Kidričevem? Jaz mislim, da je to sodelovanje društev. Sodelovanje društev, sodelovanje z gospodarstvom, povezovanje, kajte večji del prireditev, ki se dogajajo v občini Kidričevo, delajo društva oziroma posamezniki. Občina v začetku bila iniciator, smo bili bolj aktivni, sedaj pa že to je nekako ustaljeno. In tudi veliko ljudje so prepoznali, da lahko pridejo vsako idejo do mene in če se le da, jo speljemo. In tudi sodelovanje z gospodarstvom, kajte obrtno cono, ki smo jo v lanskem letu zgradili, sedaj še delamo tam komasacije, da smo brez lastništva kvadratnega metra uspeli zgraditi 25 hektarov obrtne cone, je tudi uspeh, se pravi, ljudje nam zaupajo, občine, ko ste sami omenili prej, smo ena vodilnih občin v Spodnjem Podravju in tudi investitorji razne, ki večkrat kdo k nam pride, že pridajo z mislijo v glavi, da če se nekaj dogovorimo, da to izpeljamo. In to zaupanje, jaz vedno rečem, pomembna beseda, če se nekaj dogovorimo, to moramo speljati. In jaz mislim, da je to glavno. Kako pa je s protipoplavnimi ukrepi pri vas? Protipoplavne ukrepe se že dolgo mantramo, sedaj smo uspeli urediti, poglobiti, očistiti poskavo v spodnjem toku, to smo delali skupaj projekt za občino Videm. Čaka še nas sanacija Medvec, se pravi zadrževalnika Medvece, ki sicer leži v občini Majšperk, ampak mi smo tu bolj aktivni, kajti zelo vpliva na gradnjo predvsem v naši občini. V prejšnjem letu smo tudi zgradili, oziroma država zgradila razbremenilnik Stražgojnca, kjer sedaj lahko bojo občani gradili predvsem v naseljih Šikole, Stražgojnca in podobno. Se pravi, v prejšnji finančni perspektivi smo imeli zagotovljene sredstva še 10 milijonov za Medvece, žal so nam prekrižali račune naravovarstveniki. Tukaj ne razumem včasih teh ljudi, ki pač se tam borijo za naravo. Jaz se razumem, da je potrebno varovati naravo, ampak do neke mere. Če vam tipični primer povem, sedaj bomo delali tam plavajoča gnezdišča, kajte v zadrževalniku vode v Medvecah, ko bo veliko voda, se bo polno, ko bo suša, se bo prazno. Ampak zaradi ptic, da ne bojo tam trpele škode, bomo pač to tudi naredilo. Sedaj zahtevajo še določene ukrepe, ki nikakor niso sprejemljivi, kajti Nature v Sloveniji že imamo največ v Evropski uniji in jaz verjamem, da dodatnih površin ne potrebujemo, kajti da bomo sedaj zemljišča, ki so namenjene aktivnemu kmetijstvu, spreminjali v mokrišča, pa takšne stvari. Ne vem, če je to glih najbolj pametno smerno. Kaj pa je še vedno aktualno načrtovanje namakalnega sistema? Namakalni sistem načrtujemo zelo veliko potezno, želimo zgraditi največji namakalni sistem v Sloveniji. V prvi fazi bomo sedaj gradili cirka 350-400 hektarjev. Tukaj skupaj sodelujemo s skladom kmetijskih zemljišč, investicije smo se dogovorili, da bi oni peljali in smo zdaj v fazi pridobivanja soglasij. Se pravi, celotna investicija je vredna 40 milijonov evrov. Če bomo sedaj, ko bomo na sklope razdelili, jaz mislim, da je to 10 milijonov evrov in da bojo kmetje prepoznali prednosti namakalnega sistema. Kajti sedaj, če pogledamo, da je cena ali pa strošek namakanja tona koruze po hektarju, se to hitro povrne. Kaj pa gradnja nekega večjega centra civilne zaščite? Tudi o tem se je govorilo, da bo v občini Kidričevo. Kje ste trenutno? Gre sicer za investicijo države, ne? Mi smo pomagali zagotoviti zemljišče obrambe 10 hektarjev pri Kungoti.
Sedaj je žal ta projekt trenutno malo se vstavil, kajti za poplave so naredile svoje in so veliko sredstev tudi civilna zaščita in opreme in resursov so namenili tja. Jaz verjamem, da bo ta projekt ponovno zaživel. Tukaj bi se zgodil v gozdu center civilne zaščite, kjer bi bila skladišča, center 112 iz Ptuja bi se predstavil sem, kakšno vadbišče bi bilo, ampak to bi bilo v gozdu po principu, tako kot je skladišče za vojsko. Je pa še v občini mogoče, ki ga obramba sedaj ravno načrtuje, oziroma so že imeli razpis za izvajalca strelišče v Apačah, tudi vrednost 10 milijonov evrov, to pa me verjamem, da se bo sedaj v kratkem pričelo graditi. Za ta center je že bil nek poseg dreves nared ali ne? Mislite za civilne zaščite? Civilno zaščito ne, to je bil naravni poseg oziroma zaradi menjave dreves. Skratka, ni še nič delalo zemeljskih del ali pa posekov za ta center. Kaj pa za Apače? Za Apače so pa pripravljeni, tam ni potrebno posekati, tam je pa potrebno samo, tam je veliko gradbenih delov oziroma izkop, kajti vso strelišče bo v jami, če smemo temu tako reči, skoli bolj brežine, tako da občina Kiričevo je že to pred leti dala vsa soglasja, tudi smo že na račun tega strelišča zgradili določene ceste, dobili finančna sredstva. Tako da jaz mislim, da bo glede na to, da v Apačah bo sedaj veliko boljše, kot je bilo. Sicer sedaj trenutno streljanje ne poteka, ampak... Ne bo pa moteče, ne? Ker včasih se oglasijo nekateri, ki nasprotujejo. Dobro, glejte, eni ljudje nasprotujejo vsemu, ne? In jaz vedno rečem, tisti nasprotujejo, ko v življenju niso, ne vem kaj, pripravili na življenje ali kako? Drugač pa, da ne bo čisto nič obremenitev na okolje bo. Nekaj je vsekakor, tudi če hočete, če v vaši sosedski ne dopre en bife, je obremenitev, ker če ne drugo zvečer grejo z avtomobili, pa se to sliši. Tudi tukaj bo fluktuacija vozil verjetno večja, mi smo vojska ima zarisano pot, tako da vas ne bi smela biti tako obremenjena. Kar se pa tiče hrupa za strelišče, pa jaz verjamem, da ker bo grajeno res po najnovejših standardih, da to pa ne bo taki vpliv na okolje, da bi bil moteč za okoliško prebivalstvo. Kako pa sicer sodelujete z določenimi ministrstvi, ker kar nekaj je, tako kot ta objekt strelišča, recimo v domeni ministrstev, lahko kadarkoli potrkate na vrata v Ljubljani in rečete, pa ni nujno to za ministrstvo za obrambo, ker vemo, resorjev je kar nekaj trenutno. Zdaj, najbolj interesantna za občine so vsekakor prostorski plan, sprejemanje prostorskega plana, pol direkcije za ceste. Žal je sedaj se res tam veliko direktorjev, veliko kadra se je zamenjalo. En čas rabiš kot župan, da poznaš ljudi osebno, da veš, koga kličeš, da veš, kdo je na drugi strani telefonske žice, pa tudi, da se spoznaš, kako razmišljajo ljudje oziroma tisti, ki so odločevalci, ali imajo sploh plano določena stvar. Sedaj je malo težje, ampak jaz verjamem, da se bo tudi to nekako utirilo. Mi smo potrpežljivi, radi gremo na obisk, vemo, zakaj gremo. Do sedaj sem bil zelo uspešen kot župan pri dogovorih in jaz verjamem, da bo tudi to v bodoče. Tudi s samim vrhom države konec koncev? Tudi, lejte, jaz sam pripadam desni politični opciji, zdaj v mojem županovanju je bila desna politična opcija, mislim, da 2 ali 3 leta na vladi, pa smo v občini Kidričevo kljub temu zelo veliko naredili, tako da jaz vedno rečem, politika bi morala delovati en mesec pred volitvami, pa en mesec po volitvah, pol pa moramo delati. Konec koncev občanov ne zanima, kdo je na oblasti, ne? Točno. Zaenkrat hvala, sledi še kratek premor. Gledalke in gledalci, ostanite v naši družbi. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni nazaj v oddaji Županom. V moji družbi je še vedno župan občine Kidričevo. Zanima me, kje je projekt intermodalnega centra? Projekt intermodalnega centra je sedaj trenutno v fazi OPP1. Zdaj smo delali ravno presojo vplivu na okolje, kajti gre za eno novo zadevo. Gre pa v industrijski coni Talam za zemljišče 7 hektarjev, kjer želimo, da bi se čim več tovora v Luki Koper naložilo na vlak.
pripeljalo sem v Kiričevo in tukaj raztovorilo ali nalagalo na kamione za naprej ali pa v skladišča, ki bi zarasla po vzoru Avstrije. Če se pelje tukaj proti Avstriji, na desni strani je ta intermodalni center, to so začeli graditi pred cirka 20 let in sedaj vidimo, kaj je z tega nastalo. To je tudi ena prihodnost v svetu, v Sloveniji. Mi smo že bili na pogovorih v Luki Koper. Zelo so zainteresirani za zeledna skladišča in v Kiričem se je pokazalo z ukinitvijo proizvodnje aluminije. Je vsa železniška infrastruktura zgrajena, sedaj je v neuporabi in jaz mislim, da je nesmiselno, da bi kje drugde v Sloveniji to gradili, če je tu zgrajeno, zemljišča obstajajo. In za takšno stvar jaz verjamem, da bo ta intermodalni center pripeljal ne samo velike ugodnosti za občino Kirič, ampak za celotno Spodnje Podravje. Bo to en razcvet nastal. Kot sem rekel, mi veliko stvari gledamo po Avstriji in jaz verjamem, da če oni znajo, zakaj ne bi znali tudi mi. Kako pa je, to ste sicer že malce nakazali, ne, pri obnovi fasad pa to, pa vendar slišala sem, zdaj ko sem raziskovala v vaši občini, da bi si želeli v Kidričevem tudi na blokih novih fasad, ne? Kako je s tem? Tudi imamo en takšen začaran krog. Jaz verjamem, da z menjavo lastnikov teh stanovanj, da bo prišlo na boljše. Res je, da je Kidričevo spomeniško zaščiteno. Res je tudi, da je lastnik stanovanj PSS, ima cirka 100 stanovanj v Kidričevem. In sedaj, ker je za spomeniško zaščiteno, so tudi predpisano, kakšna morajo biti fasade in za razliko med ceno fasade, ki bi jo domači investitor delal drugače in ceno te fasade, ki je predpisana za spomeniškega varstva, imamo v občini Kiričevo postavko in pokrijemo to razliko cene. Ampak stanovalci se enostavno ne morejo dogovoriti, da bi obnovili fasade. Zdaj, v Kiričevem so res navajene, kajte občina Kiričevo kosi vse zelenice brezplačno, nič ne rabijo sami stanovalci, kajte vemo drugod po Sloveniji, ko si ti lastnik stanovanja, moraš državati svojo zelenico pred blokom. Vse se tam plača, pri nas so pa navajeni, da vse to občina stori. In nekako je včasih slišati, da bi občina morala tudi to urediti. Mi smo, da smo zmanjšali stroške ogrevanja, smo šli ogrevati, narediti, občina kupila prek podjetja kotle za leseno biomaso. Še ima enega dokupili, da ni bil vpliv ogrevanja tako visok, kajte poraba toplotne energije v Kiričem je v vrhu Slovenije. Ravno zaradi tega, kajte nimajo narejenih fasad. Skratka, ljudje so nekako bili navajeni v preteklosti, da je vse nekdo storil za njih. Zdaj, kot sem že omenil, z lastništvom, pa s tem jaz verjamem, eni 3 četvorčki že imajo nove fasade, oziroma 3 bloke občina, še bo letos občinski blok, eden energetsko sanirala, enega smo že. Jaz mislim, da bo to vzgled, pa da bodo ljudje videli, da je smiselno tudi v tej smeri razmišljati. Drugače pa se popolnoma z vami strinjam, na eni strani zeleno Kiričevo in nekako te sivi bloke niso najbolj ponos nam, občini kot takšne, ampak občina, lokalna skupnost se tukaj ne more in ne sme vključevati z nekimi dodatnimi finančnimi sredstvi ali pa z nekimi takšnimi stvarmi. Ste torej rekli, da ste malce zmanjšali to porast ogrevanja, ne? In torej načrtujete, da bo ostalo stabilno z nakupom nove, ko ste rekli? Sedaj imamo 2 kotla, ki ne zadostujeta v teh špicah najbolj mrzlih dnevih in zato še moramo dogrevati za podjetja Silichem, ki je bil prej glavni dobavitelj toplotne energije. Ker so oni ogrevali na plin in vemo, kaj se je v lanskem letu zgodilo s plinom. Hvala Bogu, ker smo, kot sem prej omenil, že dobro sodelujemo z gospodarstvom, smo tudi dobili od Silichema signale, da bo nezdržno ogrevanje na plin, zato smo hitro iskali rešitve in smo od podjetja Revital kupili opuščene kotle, ki so jih imeli za ogrevanje rastlinjakov. Sedaj se je pokazalo, naprimer letošnja kurilna sezona, ki je sicer bila malo bolj kratka, da par dni nismo uspeli zagotavljati komplet toplote. V letošnjem letu smo šli tudi na nočno ogrevanje, kar še bolj porezalo te spice, da smo lahko bolj stabilni. Smo se pa zdaj prijavili na razpis še za en dodatni kotel, ki ga bomo vgradili, takrat bomo pa zadostovali za potrebe Kiričevega.
Da plina več ne bo potrebnega. Točno, in da tudi bomo lahko silikem pol tisti vod do taloma ugasnili, s tem bojo tudi malo manjše izgube. Bomo pa mi imeli bolj vpliv na ceno ogrevanja. Sedaj ima Petrol še koncesijo, mislim, da 5 let. Po tej koncesije bomo komplet ogrevanja prenesli na podjetje vzdrževanja in gradnje, tako da bomo imeli res pregled na ceno, nad stroške in na vsem tem. Kaj pa vaš občinski praznik? Kdaj se slavi? Kakšni so načrti za letos morebiti? Občinski praznik slavimo vsako leto okrog 25. junija. V letošnjem letu mislim, da pade to na 22. junij. V okviru občinskega praznika se dogajajo razne prireditve, športne, gasilska tekmovanja. Mi to sofinanciramo, vsa društva, vsa tekmovanja, ki se prijavijo z pogostitvijo z malci in potem. Osrednja prireditev je vedno v nedeljo ob 3. uri, kjer podelimo tudi zaslužnim članom občinska priznanja. Sledi pogostitev vseh občanov z pečenim volom, vsako leto pečemo vola v parku Mladosti. Tam imamo tudi občinski šotor postavljen, ponovno tam prireditev pripravlja eno izmed društev, ki se prijavijo in traja veselica pozno v noč. Do jutra? Velikokrat do jutra. Kaj pa vas čaka še do konca tega mandata? Govorila so o tem, kaj vse se je že dogajalo, kaj pa so tiste vizije? Konec koncev niti na polovici še nismo, ne? Ja, jaz osebno bi si želel, da bi razpisi, ko smo se prej pogovarjali, že bili v teku, da bi lahko že izvajani, imeli določene projekte. Do konca mandata sigurno, pred leti smo si zastavili vizijo Kidričevo mesto. Vedno še temu sledimo. Jaz verjamem, da bomo uspešni na razpisu, da bomo v letošnjem letu oziroma naslednje leto zgradili že ta prvi park, drevored, ki bo od občinske stavbe proti centru. Da se bo nadaljevala ta vizija Kidričevega, upam, želim si, da ne bo ta udarec plusk z Nemčije priletel premočno na gospodarstvo. Vsi gospodarstveniki že to napovedujejo, z direktorjem, ki se pogovarjam, se slabo nam nakazuje. Drugače pa projekte, kot so namakalni sistemi, jaz mislim, da bi lahko pripeljali tako daleč, da bi bil tik pred gradnjo center Lovrenca, verjamem, da bi se že vse izvajal. Ostale stvari, nabave gasilskih vozil, tako poteka po planu, pa da bomo ljudje čim zdravi, da bomo in zadovoljni znali uživati delo, ki ga ustvarjamo, da se bomo znali družiti. Kajte, smem tudi povedati, ponosen sem na to, da so ljudje začeli okraševati vaška središča ob raznih dogodkih, se pravi velika noč, pust, Božič, december. In ljudje, mi več, naprimer občina, razen Kidričevega več ne oprašujemo z raznimi lučkami, pa s tem okrasimo, ampak če krajevni odbor izkaže interes in da prenese preračun za novoletno okrasitev, taki primer je vas Starošince, verjetno ste zasledili. Ja, zelo čudovita, ne? Čudovita, se trudijo in vesel sem pa na to, da jih tudi druge vasi posnemajo. Pozitivne prakse je treba posnemati, ne? Točno, jaz sem tudi ponosen, ker so zdaj v občini Rače Fram posnemali z drsališčem in ste tudi vključili svoje društva, da upravljajo z drsališčem. In to so videli pri nas in jaz sem ponosen na to, da tudi drugi posnemajo dobre prakse. Nehvaležno vprašanje, ker je do takrat še daleč, pa vendar je še energije za 5. mandat? Ja, energije še verjetno je, bomo pa videli, kako bo. Veliko še je čejo, bomo videli. Hvala, da ste bili danes v moji družbi in za vse vaše odgovore na vprašanje. Hvala tudi vam za povabilo. Vam, gledalke in gledalci, pa hvala za ogled. Ostanite na BKTV še naprej, želim vam prijeten večer in nasvidenje.